od mednarodnega prava se ne sme pričakovati preveč. Ne? Mednarodno pravo ni panaceja. To ni zdravilo, ki lahko reši vse svetovne krize. Pravzaprav je tako, mednarodno pravo je odsev realnosti. Ponovno lepo pozdravljeni v podcastu Nove univerze, podcastu, ki nosi naslov Začuti novo univerzo. Moje ime je Matej Avbelj, sem profesor za evropsko pravo na Novi univerzi in veliko veselje mi je, da danes lahko nadaljujemo iniciativo, s katero želimo tisto, kar počnemo na Novi univerzi, namreč predavanja, znanstvene, strokovne, tudi raziskovalne vsebine deliti širšo javnostjo. Današnja tematika je posvečena nečemu, kar smo nekoč poimenovali The Gentle Civilizer of Nations. Težko prevedem, gre za Koskanjemijev izraz, govoril pa je o mednarodnem pravu, kot sili, ki na tak nežen način civilizira narode tega sveta. Mednarodnemu pravu je tako na Evropski pravni fakulteti kot na Fakulteti za državne evropske študije in seveda tudi na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije posvečeno ogromno prostora. Imamo klasičen predmet mednarodno pravo in številne podpredmete, ki izhajajo iz mednarodnega prava, posvečene pomorskemu pravu, diplomaciji, alternativnemu reševanju sporov v mednarodnih odnosih, nevladnim organizacijam in podobno. Kot vidite, teh predmetov seveda ne predavam sam, ne predavam jaz, ampak pri teh predmetih sodelujeta v zadnjem času dva moja današnja ponovno izjemna gosta, in sicer Ana Polak Petrič in Andraž Zidar. Današnja gosta sta res izjemna, izjemno izkušena posameznika. Oba prihajata v svojem institucionalnem svojstvu iz Ministrstva za zunanje zadeve, vendar pa sta danes tu v svojem osebnem svojstvu. Govorita v svojem imenu in na svoj račun in v bistvu bosta nastopila kot akademika, kot akademska sodelavca Nove univerze. Andraž je izredni profesor za mednarodno pravo, tudi naš novi vodja katedre za mednarodno pravo. Ana Polak Petrič pa je dolgoletna sodelavka Nove univerze, docentka za mednarodno pravo, diplomacijo in evropsko pravo. Sicer pa v institucionalnem svojstvu, da še to povem, sem ponosen, da Nova univerza sodeluje s takšnimi zunanjimi sodelavci. Ana je veleposlanica Slovenije pri Zvezni republiki Nemčiji, predtem si službovala tudi na Japonskem in še drugje, ne moram vsega naštevati. Andraž pa je na kratko vodja diplomatske akademije pri Ministrstvu za zunanje zadeve. Torej, pogovarjali se bomo o mednarodnem pravu. Ampak še preden začnemo, in to je vajina tematika seveda, ampak še preden začnemo, naj vaju povabim, da se še sama na kratko predstavita. Tako v 3 stavkih in hkrati, da v tej uvodni predstavitvi povesta, lahko tudi na hudomušen, sproščen način, kako pa vidva začutita ali pa občutita Novo univerzo. Ana, bi morda začela midva. Ja. Najlepša hvala za povabilo. Jaz bi rekla, da v prvi vrsti sem izjemno vesela, da sem na Evropski pravni fakulteti sodelujem že skoraj od njenega začetka. Tam sem tudi doktorirala iz področja prava in vsaka generacija, ki jo poučujem, s katero sodelujem, je za mene eno veliko veselje. Začutim študente, kaj razmišljajo. Seveda v tem času, odkar sodelujem, se je že kar veliko spremenilo, tudi to, da danes snemamo podcaste, takrat seveda tega ni bilo. In predvsem me veseli, da ta fakulteta in tudi univerza ves čas raste, da se ves čas nadgrajuje, da postaja vedno bolj pomemben del slovenskega pravnega in tudi širšega prostora, in sem zelo ponosna, da sodelujem tukaj že toliko časa. Glede moje usmeritve in zakaj sem se pravzaprav odločila delati v mednarodnem pravu, in mogoče bo to študente zanimalo, mene je takrat, ko sem bila mlada, izjemno prizadela in nekako izjemno sem sočustvovala zgodbo v Jugoslaviji. Tisti časi, ko smo vsak večer gledali posnetke iz Sarajeva, iz različnih krajev v Bosni in Hercegovini, iz Hrvaške, Vukovara, jaz tega ne bom nikoli pozabila. In tisto je bil nekako čas, takrat tega nisem razumela, ampak potem, ko sem začela študirati,
me je ves čas spremljala neka ta želja, da želim delati za državo, da želim delati v okolju, kjer bom mogoče lahko nekaj prispevala k temu, da se takšna grozodejstva ne bi več zgodila. To je bila nekako moja ta želja, ko sem študirala pravo, da se potem specializiram za tisto pravo, ki velja med državami, ne, in ki ga države prvo ustvarjajo, same izvajajo in tudi same odločajo o sankcijah glede kršiteljic, ampak o tem morda nekoliko kasneje. Seveda, Andraž, kaj pa ti, kakšna je pa tvoja zgodba? Ja, moja zgodba je takšna, da me je že ves čas vodilo pravzaprav prepletanje med teorijo in prakso. Ne. Zdi se mi bistveno, da tudi če si teoretik, ne, da črpaš snov za svoje delo iz prakse, ker drugače nič kaj dosti ne velja ta teorija, ne, lahko. In hkrati pa, če si praktik, da si nadeneš neka konceptualna očala, skozi katera pa lahko dosti bolje vidiš realnost, ne, in potem prenašaš ta spoznanje tudi v svoje delo. Zdaj, zakaj sem se odločil za mednarodno pravo? Jaz bi rekel zato, ker ko sem pač gledal kot najstnik razne te serije pa filme, tam ugotoviš, kako lahko veleposlaniki ali pa ne nazadnje mednarodni pravniki kar spreminjajo svet, ne. Francozi imajo en lep izraz za to, le mot comme il faut, ne, se pravi, beseda na pravem mestu lahko naredi čudeže, ne, in v diplomaciji in tudi v mednarodnem pravu se mi zdi, da je to mogoče. Glede Nove univerze bi pa predvsem to izpostavil, ne, kaj mi je všeč pri Novi univerzi. To, da je nova energija. To se čuti, ne. V zadnjem času ste na Novi univerzi naredili res ogromno nekih prebojev, ne, tudi s tvojo pomočjo, naprimer komentar Ustave Republike Slovenije, ne, ki še vedno ostaja, da tako rečem, primarni vir, vodilni vir za tolmačenje ustavnega prava Republike Slovenije. S tem je začel že profesor Šturm, ne, ampak recimo ta zadnja nova izdaja je fenomenalna. Ne. Potem se mi zdi, da mednarodno pravo, ne, tudi na področju prispevkov, ki ga je dal profesor dr. Ernest Petrič, ne, ravno v tej smeri, prepletene med teorijo in prakso, je čisto nek nov pristop, ne, ki ga drugje mogoče ne poznajo tako dobro. Ne. Človekove pravice, gospodarstvo in človekove pravice, tudi tukaj je Nova univerza vodilna v Sloveniji, ne. In tudi na mednarodnem področju smo zelo uveljavljeni in to se mi zdi, da prinaša tisto dodano vrednost, ki je pravzaprav ne daje nobena druga univerza ali pa nobena druga pravna fakulteta v Sloveniji. Ja, zelo lepo, Andraž, da si izpostavil tudi vlogo profesorja Ernesta Petriča, ki je res pustil v bistvu neizbrisljiv pečat na mednarodnem pravu, ne samo v Sloveniji, še posebej tu na Novi univerzi izobrazil številne generacije mladih pravnikov. Danes smo uporabili izraz mladopravnikov tokrat na mednarodno pravnem področju. In Ernest Petrič je nekdo, ki je res razumel in tudi živel to klasično mednarodno pravo. In ti si se danes navezal na to razmerje med teorijo in prakso. In moj nekak provokativni začetek za našo razpravo danes bi bil, glede na to, kar spremljamo zdaj, danes, tu, v mednarodnih odnosih. Ana, ti si omenila grozodejstva, ki so se dogajala tudi na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Pač oboroženi konflikti so neka stalnica človeštva, čeprav se v novejši zgodovini znatno zmanjšujejo. Ampak v vseh teh oboroženih konfliktih, ki so se dogajali tudi v naši neposredni bližini, je vendarle slednjič in dol spodaj, deep down, prevladovala zavest, da je treba spoštovati mednarodno pravo in da če so bili te konflikti v nasprotju z mednarodnim pravom, so bili protipravni. Danes pa, ko gledamo svet okoli sebe in ne prav daleč, v bistvu v Ukrajini in s tem, kar se dogaja v zvezi z Ukrajino, ta follow-up tudi na relaciji predsednika Rusije in predsednika Združenih držav Amerike, pa človek dobiva občutek, pa ne samo občutek, s tem se resno spopadajo tudi mednarodno pravni strokovnjaki, da mednarodno pravo nekako zamira, da odmira, da je morda tudi umrlo, ne? In da imamo namesto mednarodnega prava tega ta mehki faktor civilizacije narodov, da imamo opravka samo še z golo močjo, da imamo opravka z nekim deal-based sistemom, tisti, ki je močnejši, pač vlada v mednarodnem pravu. In zdaj, če je to tako, kako stopiti pred študente v razred
Vsi se spominjamo, ko smo mi stopali, a ne? Ko smo mi sedeli v razredu in so nam pripovedovali tisto lepo zgodbo o mednarodnem pravu, ki je bila živa in je živela. Kako stopiti pred študente v razred in jih še prepričati o tem, da je mednarodno pravo tisti standard, ki se ga moramo držati, če ne želimo živeti v globalni džungli. Ali pa nasprotno, če je mednarodno pravo usahnilo, ali moramo potem takem študente raje naučiti sklepanja poslov v novi na moči in ne vem kakšni trgovini utemeljeni globalni skupnosti. Kaj pravita na to težko vprašanje? Ana se nasmiha, zato dam besedo najprej tebi. No, jaz bi rekla, da seveda mednarodno pravo še naprej obstaja in potrebujemo bolj kot kadarkoli ljudi, ki se z mednarodnim pravom ukvarjajo. Države potrebujejo strokovnjake na tem področju, potrebujejo ljudi, ki razumejo, kaj to pravo je, zakaj je pomembno in seveda, da se ga spoštuje. Pravila še vedno obstajajo in vedno so obstajala in tudi vedno so se kršila, ne? Tako kot se kršijo tudi danes. Jaz mislim, da kar se spreminja v svetu in to je dejstvo, da se spreminjajo razmerja moči, torej da se spreminjajo razmerja med predvsem velesilami, da je tega pač prevlade, absolutne prevlade Združenih držav Amerike v mednarodnih odnosih na nek način konec in da se vzpostavljajo druge sile in s tem se seveda razmerja med njimi spreminjajo. Kar pa seveda ne pomeni, da mednarodno pravo več ne obstaja. In tudi v tej diskusiji glede Ukrajine, jaz mislim, da moramo biti zelo previdni in to recimo, kar velikokrat se sliši ali pa o čemer nekako je razprava, ja pa sej, ne, pa bo zdaj se zamenjala ozemlja, pa bo prišlo do nekih ozemeljskih sprememb in tako naprej. To so seveda izjemno nevarne razprave, zato ker je povsem jasno, da v mednarodnem pravu agresor ne more pridobiti novih ozemelj in kakršnekoli ozemeljske spremembe morajo biti narejene v soglasju oziroma v strinjanju z Ukrajino. Nobena prisila, ki bi, torej kakršnakoli prisila ali kakršenkoli dogovor, ki bi bil sklenjen mimo Ukrajine o nekih ozemeljskih pridobitvah, spremembah, je seveda po mednarodnem pravu ničen, ne? In take pogodbe so uveljavljene in jih je sprejela tudi Ruska federacija in Združene države Amerike in tako naprej. Torej, mi nismo leta 1945, kot morda ali pa 1939, kot morda nekateri poskušajo prikazati. Mednarodno pravo se je od takrat zelo razvilo. To je bilo zlato obdobje po drugi svetovni vojni, zlato obdobje mednarodnega prava, ko smo dobili različne mednarodne konvencije na različnih področjih, ko so seveda zacvetele mednarodne organizacije, ki so tudi mednarodno pravo, njihovi statuti in to, kar počnejo, predvsem Združeni narodi. In seveda so neka pravila, ki so se uveljavila kot absolutno zavezujoča in to je tudi prepoved agresije, ne? Tako da jaz mislim, da mi moramo vztrajati na tem, da pravila so znana, mi se moramo za njih zavzemati in nikakor pristati na to neko retoriko, da mednarodnega prava ni več. To je za male države, posebej za Slovenijo, bi bilo to seveda izjemno nevarno, ne? Ker mednarodno pravo pravzaprav ščiti v prvi vrsti šibkejšega, ne? Mogoče bi sam še to rekla, kar se tudi je spremenilo in tle se absolutno strinjam s tabo, Matej, spremenilo se je to, da tisti, ki je bil glavni v ustvarjanju in Organizacije Združenih narodov in mednarodnih konvencij, torej Združene države Amerike, so sedaj sprejeli nek nov način obnašanja. In to je tisto, kar seveda ruši to zaupanje, ruši to neko naš občutek zaupanja v mednarodno pravo, zato ker tisti, ki je pravzaprav stremel k temu, da se vzpostavi nek red, je zdaj na nek način spremenil politiko ravno zaradi spremembe geostrateških odnosov in geostrateških razmerij. Mogoče nekaj o tem več kasneje. Andraž, kako pa ti na to gledaš? Ti si del tiste generacije in tudi sam si se gibal v mednarodnih krogih, kjer je šlo za intenzivno podružbljanje v etiko mednarodnega prava. Bil si v Ženevi, bil si v Londonu, v Benetkah. Tam se je oblikovala neka epistemološka skupnost ljudi,
ki so bili na nek način jamstvo za to, da se z mednarodnim pravom ne bo dogajalo to, kar se z njim dogaja danes. A je to zate tudi neke vrste mogoče to stanje, tudi malce osebno razočaranje? Niti ne, zato ker se mi zdi, da od mednarodnega prava se ne sme pričakovati preveč. Ne? Mednarodno pravo ni panaceja. To ni zdravilo, ki lahko reši vse svetovne krize. Pravzaprav je tako, mednarodno pravo je odsev realnosti. In jaz bi tukaj še mogoče en korak dlje od Ane in bi rekel, da seveda odraža rekonfiguracijo moči, ki se sedaj dogaja v svetu. In tle imamo res take, da tako rečem, temeljne izraze stališč, ki so drugačni od prejšnjih. Ne? Naprimer, ruski predsednik Putin govori o tem, da v svetu prihaja do, da tako rečem, prenove, do preobrazbe na temelju moči, pri katerem je težišče v Aziji, v Evraziji, on pravi temu v Evraziji, in kjer ne bi nastajal bolj pravičen družbeni red. To je zelo v sozvočju s tem, kar govori kitajski predsednik Xi. Tudi pravi, ne? Prihaja do preobrazbe svetovnega reda, kjer je treba upoštevati načelo pravičnosti in tukaj bo kitajska vodilna sila. Ne? Zdaj vemo, ne, iz teorije, iz prakse, da ko se govori o pravičnosti, kar tako, ne, počez, da to je zelo velik prostor za zlorabe in tudi za kršitve mednarodnega prava. Ne? Tako da to je treba zelo z rezervo imeti. Hkrati na drugi strani imamo pa se pravi generalnega sekretarja OZN Guterreša, ki pravi, da vlada kaos. Ne? In to nekako v mednarodni skupnosti seveda, ne? In to odraža neko to prisotnost, neko bojazen, da mednarodno pravo mogoče pa vendarle na mnogih področjih ne rešuje tistih stvari, ki bi jih moralo. Zdaj, ti si omenil Koskenjemija in blagega prosvetitelja narodov. To je zelo lepo si povedal. Ja? Ja, mnogo lepše kot jaz, ker je prevedena. Ne? Ja, to je prevod naše knjige, ne, ki jo imamo v slovenščini, tako da jaz vsem, ki jih to zanima, pač priporočam to branje, ki ni samo tipično pravniško, ampak je tudi širše, ne, mednarodni odnosi oziroma diplomatsko in tako naprej, filozofija, sociologija, tako da to je res neka dobra knjiga, mogoče malce poglobljena, ampak zelo v redu. On je dobil idejo za ta naslov pravzaprav od ameriškega diplomata Georgea Kennana, ki je govoril, da je diplomacija blagi prosvetitelj narodov. Ne? Se pravi, z diplomacijo se da nekako naša razmerja, naše stanje v svetu dvigniti na višjo raven. In to je tisto, kar je tudi Ana pregovorila. Ne? S pogodbami se da odnose razvijati in jih spraviti na višjo raven. Z našim delovanjem, z diplomatskim delovanjem, ne? Za vse to gre. Ne? Tisto, kar pa se zdaj dogaja, in to je seveda zaskrbljujoče. In jaz ne mislim, da je mednarodno pravo kot tako v krizi, ne? Ampak seveda napad na Ukrajino, agresija Rusije na Ukrajino, ne? To je šok za Evropo, ker se je to zgodilo prvič po drugi svetovni vojni. In ta vojna je brutalna, kot vidimo. Ne? Kršijo se principi mednarodnega humanitarnega prava, človekovih pravic. Podobno se dogaja v Izraelu in v Gazi. Tam so grozljive številke in grozljivo je tista situacija, ki je tam opisana. Ne? 60,000 civilistov je mrtvih, od tega 8,500 otrok, 200 novinarjev, več kot 200 humanitarnih delavcev. Ne? Zaradi delovanja Izraela, pri čemer jaz seveda enako vrednotim, enako sporno je bila teroristični napad Hamasa na Izrael takrat 7. oktobra, ko pač so pobili civiliste. Nič od tega se ne sme dogajati. Jaz mislim, da tukaj je največje razočaranje, ki ga imamo, je to, da mednarodno pravo ne more zaustaviti teh ekscesov. Ampak, kot je rekla že Ana, to ne pomeni, da mednarodnega prava ni. Poglejmo primer Ukrajine. Kaj imamo tam? Imamo obtožnico Mednarodnega kazenskega sodišča proti predsedniku Putinu. Pa boste rekli, ok, ne, to je samo obtožnica. Ampak, kot vemo, ne, te stvari znajo zelo omejiti življenje nekega suverena, ker ne sme potovati kar tako po svetu. Ne. On je več ali manj izoliran zdaj v Rusiji, pa mogoče gre na Madžarsko, pa še kam. Ne. Imate sodbe oziroma začasne ukrepe mednarodnega sodišča v Hagu, ne, meddržavnega sodišča v Hagu glede Rusije, ne, glede Izraela tudi in Gaze, ker so rekli, navodilo pač Izraelu je bilo, morate narediti vse, da se prepreči genocid. In Izrael tega ne dela. In jaz sem zagovornik te teze, da se tam dejansko dogaja genocid, to, kar počne Izrael. Zato ni treba, da gledamo samo paragrafe, da gledamo tekste, ampak je
dobro pogledati, kaj se tam dejansko dogaja, ne pričevanja. Ne? In mene je zelo presunilo pričevanje zdravnika, britanskega zdravnika slovenskega porekla, Toma Potokarja, ki je tam kot kirurg deloval in tisto, kar on opisuje, je, tega nisem videl še nikjer, pravi, niti v Afganistanu, niti v Siriji, niti v Iraku, tukaj v Gazi je enostavno groza, grozljivo je, klavnica je. In to je treba pač, nekaj treba narediti. In tukaj mednarodno pravo seveda je reaktivno, ne. Mednarodno pravo težko prepreči zadeve, seveda jih lahko, če se ga uporablja v neki začetni fazi kot prevencijo. Ampak deluje tudi reaktivno in potem, ko bo vsega konec, a pa še prej upam, da bo prišlo tudi do tega, da se to dejansko ovrednoti na ta prav način. Oba sta se že dotaknila posamičnih kriznih žarišč. Vsa so zdaj zelo blizu, obeh, ki se dotaknila, sta blizu Evropske unije, blizu Evrope, seveda po svetu je še ogromno drugih žarišč, kjer mednarodno pravo ne dostavi tistega, kar bi si želeli. Ampak vrnil bi se na kratko nazaj na neko pomembno vprašanje, pa neko iztočnico, ki ste jo oba dala. In strinjam se z vama, da živimo v svetu, kjer je prišlo do rekonfiguracije moči. In verjetno se gre tudi strinjati, da se ta rekonfiguracija dogaja tako, da se težišče seli zlasti v smeri Kitajske. Pomembno vlogo ima seveda tudi globalni jug, ampak vendarle zdaj se zastavlja vprašanje, in jaz sem danes začel provokativno s tem, da mednarodno pravo usiha, ampak tudi nekateri na Zahodu, učenjaki, se veselijo tega usihanja mednarodnega prava, ker pravijo, da mednarodno pravo takšno, kot se je razvilo skozi stoletja, ni bilo dovolj vključujoče. Ni bilo, skoraj da malo odmeva ta Putinov pa Šijov izraz, ni bilo dovolj pravično in da je šlo zgolj za zahodni koncept. A se strinjate s tem? Ker če je šlo zgolj za zahodni koncept, smo imeli zgolj maksimizacijo neke dobre vizije sveta, ki je temeljila pač na moči, dokler jo je Zahod lahko ohranjal. In da ta jus cogens, na katerega se recimo ti omenjala, je tudi del tega in da v bistvu v mednarodnem pravu, če zamenjamo kolut pravičnosti, so druge stvari, ne samo dobre, ampak postanejo tudi druge stvari tiste, ki so prav. In vse skupaj se zrelativizira. Vprašanje je samo, kdo ima zdaj žezlo v rokah, s katerim nam vlada. Kaj misliš, Ana? Tudi z akademskega vidika so te kritike mednarodnega prava kot preveč ali pa izključno zahodnega koncepta utemeljene? Seveda to slišimo diplomati ves čas, predvsem tisti, ki delajo v mednarodnih organizacijah, kjer seveda smo vsi enakovredno zastopani, je veliko kritik na račun dvojnih standardov, je veliko kritik na račun tega, kdo je ustvarjal konvencije, kdo je bil tisti, ki je pač predlagal zadeve po letu 1945, kako je bil postavljen ta nov mednarodno pravni red, če želite tudi članstvo v varnostnem svetu, kdo je tam, koga ni in tako naprej, in da so te razdelitve nepravične. Ampak vendarle, jaz bi rekla, da to, kar se je dogajalo predvsem po letu 1945 in ta razvoj mednarodnega prava, ki je ves čas nekako stremel k temu, da mednarodni odnosi postajajo vedno bolj humani, vedno bolj blagodejni, če želite. Torej, da ne bo v prvi vrsti torej moč države in njena suverenost, ampak da bodo te odnosi postali solidarni, da bo vedno več solidarnosti med državami, da bo vedno več medsebojnega sodelovanja in seveda, da bo tudi v ospredju človek in njegovo človekovo dostojanstvo. In zdaj mi lahko rečemo, da so to zahodne vrednote, ja so. Lahko rečemo, da smo to mi ustvarjali, zahodni svet, ja smo, ampak vendarle je ta razvoj pustil pozitivne posledice in pozitivne postulate za cel svet, globalno. Tako da jaz ne vidim, zdaj, če smo mi recimo, če se je sprejela konvencija o človekovih pravicah in to je danes cel korpus različnih konvencij od zaščite žensk do zaščite manjšin, zaščite invalidov in tako, otrok, če želite, torej to je postal nek standard, globalni standard in če nekdo zdaj reče, da je to samo nekaj, kar je bolj ustvarjeno strani Zahoda, v redu, ampak velja za vse. In jaz mislim, da ta standard, do katerega smo prišli, je pravzaprav mednarodni odnosi so najbolj humani, kot so kadarkoli bili. Ne glede na
to, kar seveda je tudi Andraž omenil in te krize, ki jih gledamo danes. Mogoče bi rekla dve stvari, ne. Zdaj, ko takole se pogovarjamo, pa razmišljam, ne. V neki fazi, tam v 90-ih letih, predvsem po konfliktu v Jugoslaviji in genocidu v Srebrenici in Ruandi in tako naprej, takrat se je zelo veliko začelo razmišljati v tem konceptu, da suverenost države ni samo njena pravica, ampak da je njena odgovornost. Torej, da suverenost države pomeni tudi odgovornost do svojih lastnih prebivalcev. To je bil takrat ta koncept za odgovornost zaščititi, ki je danes pravzaprav že povsem pozabljen. Govorilo se je veliko o humanitarni intervenciji, takrat so bila resna razmišljanja, kdaj lahko mednarodna skupnost intervenira, ko pride do hudih kršitev človekovih pravic v neki drugi državi. In se mi zdi, da čemur smo priča danes, in to je tisto, kar mene pravzaprav nekako najbolj moti kot predstavnico majhne države in zavezano mednarodnemu pravu, je to poudarjanje nacionalne suverenosti države, America first, Germany first, whatever, ne? Torej, to poudarjanje suverenosti, ki je videna samo skozi pravico države. Torej, samo suverenost, ki pomeni zagotavljanje svojih lastnih interesov in seveda neprispevanje k tej neki skupni, če želite, nekem skupnem dobrem v mednarodnih odnosih. In mislim, da to je to, kar se je zelo spremenilo. In to se spreminja tudi v nacionalnih politikah, tudi v Sloveniji, a ne? To smo lahko rečemo. Torej, to poudarjanje, samo mi, tisto, kar samo nam koristi, tisto, kar je samo za nas dobro, na koncu pripelje do tega, da se krha in da se slabi mednarodno pravo. Ne? Ker če ti samo uveljavljaš svoje interese, težko vidiš interese drugih. Ne? Kaj misliš, Andraž? Mednarodno pravo kot v pretežni meri egoistični refleks Zahoda? Jaz se s tem ne bi strinjal, ne? Zato mi je bilo zanimivo to, da si ti omenil, da so to zahodni avtorji, ki to govorijo, ne? Ker jaz tisto, kar spremljam običajno, so to, da tako rečem, stališča, ki jih izraža na primer Kitajska, pa afriške države in tako naprej, ne? Se pravi tisti, ki recimo takrat niso bili za tisto mizo, ko se je novi svetovni red vzpostavil, ampak tudi že takrat ne smo imeli Sovjetsko zvezo, pa Evropo, pa ZDA, Latinsko Ameriko. Treba je vedeti, naprimer, splošna deklaracija človekovih pravic, ne, za katero se dostikrat govori, da je to izraz zahodnega pristopa k človekovim pravicam, ampak takrat so sodelovali zraven kitajski predstavnik, libanonski predstavnik, čilenski predstavnik, praktično ves svet. Ne? Ja, tukaj, da se dopolnim, ne, tukaj najprej na ideološki ravni je prišlo do pač te antiimperialistične, antikolonialne agende, ki se je pa potem prelila tudi v akademske sfere in ogromno, pogosto slišimo tudi pri mojih kolegih v Evropi ali po ZDA, da je pač mednarodno preveč eurocentrično, da pozabljamo, Ana je omenila, pač, da je mednarodno pravo prineslo ogromno napredka, ampak vedno je stališče, da je bil zgolj to sredstvo, moment kolonialne nadvlade in da sicer je bil napredek oboje stranske, ampak vedno več od Zahoda kot od drugih. Tako da, tu se na nek način zgodba začne ideološko, potem se cepi na akademsko in se spet nazaj privede na politično podprto z močjo in v bistvu nekako tako skoraj da sprevrženo spodjeda mednarodno pravo, ga relativizira. In zdaj, ko človek vstopi, ko boš ti vstopil k nam v razred, ne, našim študentom, seveda to je eden od aspektov, s katerim morajo biti seznanjeni, ampak jaz mislim, da je študentom zelo pomembno povedati neko razliko med tem, kar je dobro, kakšno naj bi mednarodno pravo bilo, ampak kaj so pa tisti temeljni okviri, tisto, kar je prav, česar se moramo držati, ne glede na to, v katerem koncu sveta se nahajamo. Kako ti na to gledaš? Najprej bi se tega lotil, kar si omenil, ne, se pravi tega pristopa ideološkega. Verjetno te kolegi, ki jih omenjaš, so del enega gibanja, ki se mu reče TWAIL, ne, Third World Approaches to International Law. Ne. Ampak to pride potem šele, da tako rečem, na doktorski stopni se o tem pogovarjamo. Ne. Lahko se prej, ampak najprej moraš poznati temelje mednarodnega prava. Ne. In recimo, tisto, kar je značilno za razvoj mednarodnega prava po drugi svetovni vojni, je dekolonizacija. Ne? Vse te države, ki lahko recimo očitajo, da gre za nek zahodni koncept, so postale suverene države, sodelujo v teh procesih. Nenazadnje imamo deklaracijo o odnosih med državami, o prijateljskih odnosih med državami iz leta
v 70 letih je bila sprejeta oziroma resolucija OZN, ki nekako povzema vsa ta temeljna načela mirnega sobivanja med narodi. Ne. Bistvo mednarodnega prava je to, da omogoča mirno sobivanje med narodi in hkrati omogoča razvoj teh odnosov. Ne, in to so seveda, vemo, kjer so te ustavni postulati, to je suverena enakost, pravica do samoodločbe, spoštovanje človekovih pravic in tako naprej. To še vedno velja, ne? In to so tisti temelji, glede katerih moramo vztrajati. Ne? Če se tukaj začnejo lomiti zadeve, potem to res pomeni, da gre za neko krizo ne samo mednarodnega prava, ampak tudi sveta. Ampak jaz mislim, da tukaj še nismo, da ti temelji veljajo. Vsi te države, ne, oziroma vsi te kolegi in kolegice, ki se zdaj počutijo prikrajšani, lahko sodelujejo v postopkih ustvarjanja mednarodnega prava in tudi države to delajo. Ne nazadnje konvencija o človekovih pravicah, ki jih je Ana omenila, ne, tam imamo izjemno široko članstvo oziroma pogodbenice. Ne. O otrokovih pravicah konvencija, ne, skoraj vse države so pogodbenice. Ne. Tako da vse te države imajo možnost, da so za mizo, za diplomatsko mizo, ko se pogajamo o nekih novih normah in jih tudi ustvarjamo in na ta način niso izključene od ničesar. Torej, rekonfiguracija moči, stališče, s katerim se strinjam, Ana, da mednarodno pravo dejansko dela za šibkejšega, ker tisti, ki je močan, mu je v interesu, da svojo suverenost maksimizira na račun drugih. Evropski projekt po drugi svetovni vojni je pravzaprav nerazločljivo vezan na uspeh mednarodnega prava. Pa me zdaj zanima, bi te lepo povabil, da malce predstaviš iz te svoje edinstvene nemške perspektive, ki jo spremljaš. Kje je danes Evropa v mednarodnem pravnem smislu? In kako Nemci gledajo na to nase in na Evropo v mednarodno pravni konstelaciji? No, jaz mislim, da vsi se zavedamo, da Evropska unija je eden izmed najbolj naprednih, plemenitih projektov meddržavnega sobivanja, če želite. Torej, da bi države na ta način se združevale in tako poglobljeno pravzaprav prepletle svoje odnose in združile svoje interese na na vseh različnih področjih, od pravosodja do seveda trgovine, do meja, valute in tako dalje. Skratka, takega projekta v zgodovini človeštva ni bilo in jaz mislim, da je Evropska unija tukaj dokazala, da je takšno sobivanje med državami mogoče in da še vedno dobro funkcionira. Seveda pa v mednarodnih odnosih, torej v kriznih razmerih, se pa kaže slabost Evropske unije, da je seveda odločanje počasno, da še vedno smo suverene države, ki imamo svoja lastna stališča, torej da nismo vedno enotni in da seveda potrebujemo čas za to, da nekaj sprejmemo in da nekaj naredimo. Kar je seveda velika razlika do tistih držav, kjer ima enega odločevalca in predvsem do avtoritarnih režimov, kjer pravzaprav se sprejemajo odločitve zelo hitro. Tako da Evropska unija se ves čas tle spopada z nekim tem problemom učinkovitosti, kdo je naš sogovornik, torej kdo bo tisti, ki bo zastopal Evropsko unijo in tako naprej. Ampak vendarle bi rekla, da smo tudi tukaj naredili nek napredek, neki postopki so poenostavljeni, tudi zdaj na Alaski so bili prisotni evropski voditelji in tudi mislim, da je bil narejen določen napredek v tem odnosu in tudi v razgovorih z Združenimi državami Amerike glede reševanja ukrajinske krize. Tako da ni vse, kako bi rekla, povsem zapravljeno. V Nemčiji je zdaj čutiti za novo vlado, to lahko rečem, je čutiti nek nov zagon, neko novo energijo, predvsem uveljavljanje novega kanclerja v mednarodnih odnosih, to je njegova želja in tudi mislim, da na tem uspešno dela. Nemčija želi ponovno postati player in tukaj zdaj seveda, če gledamo zgodovinsko, kdo si je pa predstavljal 15 let nazaj, da si bomo želeli, ali pa 50 let nazaj, da si bomo želeli dozop oboroženo Nemčijo, prvo največjo evropsko oboroženo silo, ki bo ščitila Evropo pred agresorji. Torej seveda stvari se spreminjajo in tudi tukaj Nemčija in tudi Nemci sami
razumejo, da sicer niso v vojni, niso pa tudi v popolnem miru. In zato nemška politika, mislim, da bo tukaj igrala vedno bolj pomembno vlogo, ne samo v Evropski uniji, ampak tudi globalno, tudi s tem, ko bo postajala močnejša in bo investirala več tudi v svojo lastno in tudi v evropsko varnost. Zdaj, Andraž, v luči institucije, v kateri prihajaš, te ne bom vprašal, kako ti ocenjuješ slovensko zunanjo politiko. Te bom pa vprašal tako akademsko, v luči tega, kar se nam dogaja v Evropi in svetu, tudi z vidika izobraževanja. Ti si vendarle vodja mednarodne, torej diplomatske akademije na MZZ. Tukaj se ves čas pojavlja neka dvojnost. Ne? Torej, Slovenija in tudi Evropska unija je še vedno integracija z dvojnim značajem. Združuje teritorijalno suverene države članice z funkcionalno suvereno Evropsko unijo, ki ima tudi izključne pristojnosti na določenem področju. Kako se ta dvojnost preigrava? Na eni strani slovenska zunanja politika kot politika suverene države, majhne države, kot si omenila, ker ima nek poseben značaj, specifike v mednarodnem pravu. In na drugi strani Evropska unija ima seveda tudi svojo zunanjo politiko, ki je pa hkrati utemeljena tudi neki skupni zunanji politiki, v katero morajo prispevati države članice. Kakšen je izziv za izobraževanje in za nacionalno diplomacijo v tem dvojnem kontekstu? Ja, to je zanimivo vprašanje. Jaz nasploh imam v slovenski zunanji politiki zelo dobro mnenje, tako da tukaj lahko že s tem začnemo. Ne. Mislim, da zelo dobro stališče zastopamo. Predvsem pa, poglej, v slovenski zunanji politiki je mednarodno pravo in človekove pravice stalnica. Ne. Ves čas se zavzemamo za to in ves čas tudi delujemo v teh organih, podpiramo naše eksperte in zastopamo stališča, ne, ki so precej, lahko rečem, trdna. Ne. Kar se pa tiče tega, jaz bi rekel, interplaya, ne, se pravi razmerja med interesi slovenske zunanje politike pa evropske zunanje politike oziroma EU zunanje politike, gre pa dejansko za en proces. In v katerem bi jaz rekel, da v začetni fazi, ko smo mi postali članica EU, smo se precej pomaknili nazaj, ne, kar se tega tiče, in nekako mantra je bila, ok, zdaj pa skupna evropska zunanja politika, zunanja varnostna politika, zdaj pa vi ne smete imeti svojih politik, mora biti vse usklajeno. Ne? Ampak zdaj vidimo, da seveda to je eno jedro, je ta politika, ne? Ampak mi lahko naredimo še mnogo več. Ne? In tukaj recimo smo postali v zadnjem času, v zadnjih letih bolj pogumni in zastopamo neka bolj jasna stališča glede držav v svetu, glede odnosov, tako da jaz mislim, da gre tukaj za neko komplementarnost. Ne nazadnje smo tudi mi tisti, ki soustvarjamo skupno zunanjo varnostno politiko. Ne? In če smo brez stališč, tudi v Bruslju, potem je ta politika brez nas. Če pa imamo stališča, je pa mogoče, da se spogajamo, ne? In da najdemo neko skupno stališče, ki odraža to, kar mi želimo. Pa potem hkrati lahko pa tudi imamo same bilateralne odnose, tako kot delajo vse ostale članice. Ne? Večje pač to delajo že dalj časa, Nemčija, prej Veliko Združeno kraljestvo, ne? Španija, Italija, ne? Vse te države vodijo tudi bilateralno politiko, zunanjo politiko. Ne? Tako da to se po mojem dopolnjuje, seveda pa vemo, ne, lojalnost, ne, je privrženost Evropske unije in tukaj niti nima smisla iti proti vrednotam Evropske unije, temveč temeljiti na vrednotah Evropske unije. In mislim, da naša politika na tem tudi temelji. Želiš kaj dodati k temu, Ana? Ne, mogoče bi rekla, da vendarle je so neke najbrž neki skupni, tako kot je Andraž zaključil, ne, so neke vrednote, kjer se pričakuje, ali pa vsaj bi si želeli, ne, da vendarle posamezne države članice ne bodo igrale nekih svojih nacionalnih, recimo, interesov ali pa da ne bodo od tega preigravale. Jaz mislim, da Evropska unija je zgubila veliko zaupanja ali pa kredibilnosti, če želiš, s tem, ko ne more sprejeti skupnih stališč glede situacije na Bližnjem vzhodu. Skratka, mi nismo uspeli sprejeti nič skupnega, niti nekaj minimalnega. Ne. Seveda so neke razlike med nami, ampak vendarle neka skupna vrednota pa je, ne, spoštovanje človekovih pravic in seveda zaščita prebivalstva, mednarodno humanitarno pravo, in tukaj pa pač se odraža, ne, najbrž na najbolj pravzaprav težko sprejemljiv način, ne,
da vidimo, da do tega soglasja pač ne moremo priti. Torej nas čaka še kar nekaj dela. Ne? Dobro, mi zdaj v tem današnjem srečanju, v okviru tega podcasta, počasi prihajamo k koncu. Ja. Zato bi vama zastavil samo še eno vprašanje, ki je pa ključno. In ker se dotika tistih, zaradi katerih univerza sploh obstaja, to pa so študenti. Videla ste nekako skupaj z drugimi sodelavci na katedri za mednarodno pravo, diplomacijo in evropsko pravo, sta nekako hrbtenica naših mednarodno-pravnih predmetov. Pa me zanima, v luči vsega, kar smo se zdaj pogovarjali, kakšen poudarek bi moral biti na mednarodno-pravnih predmetih? Kaj bi si predvsem želela, da študenti, potem ko napolnimo njih glave in ko izstopajo iz te naše institucije, kaj vidva želite, da oni odnesejo? Kako jih opolnomočita, da bodo lahko v svetu, ki še zdaleč ni optimalen, igrali neko hvalevredno, verodostojno, prosvetljeno vlogo, če gremo nazaj k Uskeniemiju, s katerim smo začeli. Pa mogoče najprej Andraž, pa ima Ana zadnjo besedo. Drži. Najprej, seveda, pri vsakem učnem procesu morajo študenti usvojiti slovnico. Ne? In to je bistvo, da usvojijo slovnico mednarodnega prava, potem pa je moj pristop bil, se pravi, da je dejansko, da so razprave take, kot jih imamo tukaj. Ne? Ustvarjalne, kreativne, odprte in od tam naprej lahko potem gradiš. Ne? Seveda, tisto, kar jaz priporočam študentom, je to, da so pogumni. Najprej ne usvojijo znanje, v redu, ne? Usvojijo znanje, potem pa ne za tem stojijo, ne gradijo na svoji poti, kako oni vidijo. Ne? Pravzaprav začel si z eno zelo provokativno tezo, kaj sploh še predavati študentom, ne? V danem času. In to slišim od mnogih kolegov, da pridejo v učilnico in rečejo, da se nič več ne velja. Ne? Jaz bi rekel drugače. Ne? Zanimivi časi so, marsikaj velja, kot je Jana poudarila. Mednarodno pravo, poglejte, letalsko pravo, ne? Ali pa pošta, pa telekomunikacije. Ne? To so vse stvari, ki so urejene z mednarodnim pravom, ali pa ceste. Pa to vse teče brez težav. Ne? Tam, kjer se pojavljajo res problemi, so pač uporaba sile, tam, kjer trčijo suverenosti držav in določeni interesi. Ne? Zato je moj pristop tak, ne? Se pravi, učenje mednarodnega prava, ja, da se osvojiš osnove, slovnico, in to z raznimi pedagoškimi prijemi. Ne? Se pravi, ne samo ex katedra. Mislim, da ta pristop že zastarel. Tukaj so diskusije, simulacije, igranje vlog, gledanje filmov in razprava o njih. Ne? Vse to je tisto, kar vzpostavlja nek dinamičen pristop do učenja in do uporabe prava in kasneje seveda, ker pravo, kot vemo, ima ogromno nekih prostorov, ki jih lahko zapolniš in ki jih moš potiskati naprej, da potem lahko študenti se najdejo v tem, niso več študenti takrat, ne? In potiskajo meje razvoja mednarodnega prava naprej. Jaz bom končala z neko optimistično tezo, pa ne vem, če se boste strinjala z mano. Jaz mislim, da je mednarodna skupnost iz vseh največjih kriz išla veliko bolj humana in veliko bolj človečna. Skratka, po prvi svetovni vojni so se pojavile prve ideje o neki mednarodni organizaciji, so se pojavile prve ideje o, če začnem še prej, ne, že prej po najhujši tragediji tam v 1800 pa nekaj, ne, je išel Rdeči križ. Ne. Potem po prvi svetovni vojni mednarodne organizacije, načelo samoodločbe, takrat so se začele te prve ideje dekolonizacijskega postopka. Po drugi svetovni vojni seveda blazen preskok v mednarodni skupnosti z vsemi konvencijami o človekovih pravicah, organizaciji Združenih narodov, z vsemi postulati zaščite človekovega dostojanstva, kot jih danes poznamo. Po vojni v Jugoslaviji, v genocidu v Ruandi, mednarodna kazenska odgovornost, torej ustanovitev mednarodnega kazenskega sodišča in tako naprej, številni primeri. Skratka, jaz verjamem in upam, da bomo tudi po tej, po tem spremembah v po teh geostrateških premikih vendarle išli kot mednarodna skupnost še eno stopnjo višje, torej da bomo še lahko prišli dlje. In študentom bi rekla, ne, zagovarjanje moči in te suverenosti države, ki temelji na temu, ne, torej mi prvi, gre na škodo naših lastnih pravic na koncu.
na koncu koncev. In zato bi si želela, da študenti izidejo iz te fakultete in predvsem, ko bodo zapustili predmete mednarodnega prava, da izidejo z željo po svetu, ki bo še bolj ščitil človeka in človekovo dostojanstvo. Ker na koncu so države tukaj zato, ne zato, da ščitijo same sebe, ampak zato, da ljudje v njih živimo svobodno in v nekih demokratičnih ureditvah. Če lahko k temu še nekaj dodam, se povsem strinjam s tem, ampak da bo tudi moja nota optimistična. Veliko smo se osredotočili na krize, ne? Ampak poglejmo, dogajajo se tudi procesi, ki gradijo mednarodno skupnost, dogajajo se sedaj. Ne? In tukaj bi se referiral na svetovalno mnenje v primeru klimatskih sprememb Meddržavnega sodišča, ki je opredelilo to kot skupno dobro, se pravi naše podnebje, naše ozračje, za katerega moramo vsi skrbeti, ne? In se moramo aktivno truditi za to, da nekaj na tem naredimo. Se pravi, tukaj gre pa razvoj v neko drugo smer, vedno večjega povezovanja, neke ustavnosti, ki vendarle poteka, ne glede na to, da so tudi krize. Odlično, Andraž, lepa hvala sploh za to za to zadnje izvajanje, ker si na nek način že upravil mojo vlogo moderatorja, ker bo to ena od tem, ki si bomo v sodelovanju s kolegom Letnar Černičem in Katjo Tilj-Vrtovec dotaknili v enem od naslednjih podcastov. Moja teza na začetku je bila namenoma provokativna, ampak ne provokativna zaradi provokacije same, ampak zato, da ljudi sprovociramo k razmisleku. In jaz mislim, da tisto, kar smo danes slišali, in tudi sam s tem globoko soglašam, seveda mednarodno pravo, tako kot vsako pravo, obstaja. Je tu, pravila so tu, ampak tako kot velja za vsako pravo, to pravo nikoli ne obstaja v vakuumu, nikdar ne obstaja samo od sebe. Za njih, za pravo, za pravila, za njihovo udejanjanje se moramo boriti. In to morajo še posebej početi ljudje, kot sta vidva recimo na svojih položajih, ampak še bolj mlade generacije, da ponotranijo pomen in zavedanje tega in da, ko se zdi, da se vse okrog nas podira, takrat se je treba osredotočiti na tisto, kar je prav in z neko mladostno zagnanostjo iti naprej. Jaz upam, da smo dali nekaj tega elana, se vama lepo zahvaljujem. Vse tiste, ki ste nas pa spremljali, pa vabim, da se nam pridružite že na naslednjem podcastu Nove univerze. Lepo pozdravljeni.